Dober dan. Dober dan. Naš današnji obisk je namenjen preventivnem pregledu ustne votline v smislu ugotavljanja sumljivih sprememb v ustni votlini kot preventiva raka ustne votline. Zdaj bi vas malo vprašala o vašem splošnem zdravju, ali imate kakšne bolezni, kronične? Ne. Zdrav. Ali jemljete kakšna zdravila redno? Trenutno ne. Kako pogosto obiščete zobozdravnika? Običajno enkrat letno. Dobro. Zobje imate svoje, sanirane? Svoje. Kako pogosto umivamo zobe? Običajno 2-krat na dan po obroku. Super. Ali ste sami opazili kakšne spremembe v ustni votlini? Ne. Ali si kdaj sami pregledujete ustno votlino? Občasno. No. Tukaj bi razložila, da zobozdravniki svetujemo, da si pregledujemo ustno votlino enkrat na mesec. V tem smislu, da če opazimo kakšne sumljive spremembe, obiščemo zobozdravnika. Kaj so sumljive spremembe? To so ostro omejene rdeče ali bele lise, potem rane, ki se ne zacelijo v 14 dneh, ali zatrdline, ki ne izginejo v 14 dneh. Potem bi vas vprašala, kako se prehranjujete? Normalno. Redno in jeste vse, a ne? Ali kadite? Ne. Ali pijete alkohol občasno? Dobro. Kaj mislite, da so dejavniki tveganja za nastanek ustnega raka? Najpomembnejši dejavniki tveganja za nastanek ustnega raka sta kajenje in tvegano in škodljivo pitje alkohola. Ugotovljeno je, da pri 65% ustnih rakov je to vzrok za njihov nastanek. Zato ugotavljamo, da se da tudi preventivno delovati, da ne dobimo oziroma da preprečimo nastanek ustnega raka. Preventivno delujemo, če kadimo, da prenehamo kaditi ali vsaj zmanjšamo kajenje, da prenehamo s pitjem alkohola, vsaj pretiranim, potem, da imamo dobro ustno higieno, da imamo sanirano zobovje, da se zdravo prehranjujemo in ne nazadnje z rednimi pregledi pri zobozdravniku. Redne preglede pri zobozdravniku opravljamo ne glede na to, ali imamo težave in ne glede na to, ali imamo zobe ali smo brez zobi. Tako da, skratka, zdrav življenjski slog je najboljša preventiva ustnega raka. Zdaj bi prišli še na pregled.